Kakšni so načrti za razvoj trajnostne mobilnosti v Mariboru? Poglejte, en kup nalog in ciljev in projektov smo si zadali, ki sodijo v to kategorijo trajnostne mobilnosti. Ključna se mi zdi, da smo začeli poudarjeno razširjati kolesarsko mrežo, saj ta kolesarska mreža pomeni ne samo priložnost, da se občani in meščani vozijo po tej, ampak hkrati dosegamo eno varnost pri vzgoji otrok. Mislim, da govorimo dosti tudi o e-mobilnosti, da se bomo trudili, da bo na večjih mestih v bistvu možnost polnilnih postaj, da bo se tudi elektroavtomobil nekako udomačil v mestnem prometu. Nadgrajevanje javnega potniškega prometa, na nek način omejevanje možnosti parkiranja v starem mestnem jedru ali pa v razširjenem starem mestnem jedru, seveda za to bi morali zagotoviti tudi kakšno dodatno garažno mesto. Še lahko na kratko o programu Evropske tedne mobilnosti, ki bo v glavnem potekal na Trgu Svobode? Program bo dejansko potekal na Trgu Svobode, in sicer od petka 16. do četrtka 22. septembra. V petek bo namenjen, torej imamo tematske dneve, da tako rečem, petek bo dan rolanja in kotalkanja. V ponedeljek bomo malo bolj kulturno obarvali in bomo imeli bralni maraton, kjer bodo pač otroci predstavili svoje literarne izdelke na temo Potujemo drugače. V torek bo dan kolesarjev, se pravi na pot s kolesom, ki to organizira Svet za preventivo v cestnem prometu. V sredo je dan invalidov, torej takrat bodo dogajanja tudi v Vetrinskem dvorcu. No, v četrtek je pa dejansko potem ta zaključni del. V četrtek je tudi v bistvu brezplačen javni mestni prevoz. Zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti bodo avtobusi brezplačni, pa me zanima, s kakšnimi koraki boste še pritegnili občane k pogostejši uporabi javnega prevoza? Po eni strani z predvsem večjo frekvenco, ker če malo pomislimo, če se najdemo v vlogi, da pač gremo na avtobus, ali pa če se najdemo tudi v kakšnem drugem mestu, ker recimo ne poznamo in smo na tak način nekako prisiljeni uporabiti takšen drugačen mestni potniški promet, seveda si želimo, da to čim prej pride, ali je to podzemna železnica ali pa to avtobus. In pa seveda udobno, se pravi primeren avtobus, klimatiziran in pa tisto na koncu pa seveda za samo mesto, kar je najbolj važno, tudi ekološko sprejemljivo.